Prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku z nami in seveda dobrodošli. Kakor potrebujejo ptice nebo, tako potrebuje človek zemljo. In že majhna miš je rekla, da ima svoj dom, čeprav je majhen, vedno odprt. No in tako odprto tudi danes, dragi naši gledalci, cenjene gledalke, prihajamo k vam v popotniških razglednicah, da vam približamo še en del te naše lepe zemlje oziroma našega planeta. Seveda so vojati vedno enake ptice in zato je prav, da vam najprej povem, da sem se z današnjim gostom, spoštovanim gospodom Viktorjem Lenčetom srečala na morju in nekako je ta naša usmeritev v življenje kar sama po sebi delovala, da smo se zbližali in se tudi pogovorili o marsičem. Seveda pa vam bo veliko več povedal danes on sam in prav zaradi tega se lahko danes tudi tikava. Iskreno dobrodošel, Viktor, v našem studiu in seveda prisrčno pozdravljen. Ja, pozdravljen tudi ti, Magda. Povej, Viktor, najprej, kako se počutiš pri nas v studiu? Najprej je bilo kar malo treme, ampak v dobri družbi se kar dobro počutim. Ja, tudi majhna mravlja vedno zmore veliko in takole, da te predstavim našim gledalcem, tudi tebe nekako označuje ta pridnost, ta delavnost, natančnost, seveda tudi odgovornost in doslednost. In tako si v preteklosti opravljal kar zahtevna dela v bančništvu, namreč bil si med tistimi vodilnimi v Poštni banki Slovenije, kaj ne? Potem kasneje te pa je začelo veseliti delo z nepremičninami. Mogoče še sam kaj dodaš? Ja, jaz sem bil kar dobrih 30 let v bančništvu. Potem, ko si pa že toliko star, da se bližaš penziji za službe, Poštna banka je potem bila ukinjena, pripojena k drugi banki in ko se je treba pogledati, kaj boš naprej delal pri takih letih, službe ne pade ravno z neba. Je pa se ponudila priložnost, oziroma mi je sin namignil, kaj pa če bi naredil en izpit in sem dobil licenco za nepremičninskega posrednika in moram reči, da za zadnja leta pred upokojitvijo mi je to izredno veselje, ker je to delo dosti strokovno, po drugi strani pa veliko srečanj z ljudmi. Včasih je prav fajn, ko ugotoviš, da je en zelo zadovoljen, ki je nekaj uspel prodati, drugi, ker je nekaj fajn ga kupil, tako da pa veliko različnih ljudi se sreča, tako da to mi je. Pa še po Sloveniji se lahko malo potuje, da si še kakšen kotiček sem videl, ki ga sicer ne bi. Sicer pa tudi si sam zelo usmerjen k odkrivanju, a ne vsega, rad potuješ, imaš rad gore, imaš rad naravo, imaš posebej izostreno oko, to vem, za lepote, ki te obdajajo, si estet in na vse zadnje potem se po Evropi takole potepaš rad v tistih krajih, kjer je bolj podeželje, kjer srečuješ mnogo ljudi, kot si že sam rekel, da ti je prijetno srečevanje z njimi, a ne? In vse to veselje potem nadgrajuješ s tistim izrazom zadovoljstva. Si zadovoljen? Ja, sem zadovoljen, ja. To je največ vredno. Ja. In najina zgodba bo današnjo oddajo obeležila zelo na široko, zelo drugače, ker običajno ljudje potujejo, kaj dobrega pojedo, vidijo, ti si pa lahko to deželo, katero že, ki nam jo boš predstavil danes, drugače doživel. Ja, to je res, ja. Ja, ker ko sem bila otroka še majhna, smo veliko hodili po Sloveniji, v take tudi kakšne bolj skrite kotičke. Potem je bilo nekaj poti po Evropi, še največ v Španijo, kjer je tudi po velikih mestih bilo veliko več mi veselja hoditi po manjših krajih, po vaseh, ker tam bolj pristno srečaš domačine, se lahko z njimi tudi izmenjaš kakšne misli ali pa samo par prijaznih besed.
Ja, potem je pa tako nanesel, da Se ti je razširil nas je pa pot kar popeljala na eno drugo celino. Ja, in recimo, bilo je nekoč nekega dne, je sin potrkal na vrata hiše, takole bomo rekli posredno je prišla do tebe tudi ena posebna afriška dežela, Nigerija, ki jo bomo danes predstavili. Mogoče nam razložiš to zgodbo najprej? Ja, sin je šel kot študent na študijsko izmenjavo v Varšavo, opraviti en semester študija in po zaključku, po diplomi je nekako odšel še na magistrski študij tudi v Varšavo. No, potem, ko je med tem študijem smo pa zvedeli, da je pač ga vleklo srce nazaj v Varšavo, ker je spoznal eno krasno punco iz Nigerije in potem po študiju sta oba prišla skupaj v Slovenijo. Ja, in Maja, tvoja žena in v našo hišo. Ja, mi je rekla, da je takrat kar posijalo sonce v vaši hiši, ko je prišla vaša Sharon, če tako rečem, ne, hiši. Zakaj je v njih toliko te svetlobe? Si začutil izvor tega, da so tako odprti, ker imaš tudi potem izkušnje z obiskom te dežele svoje še? Težko rečem zdaj. Enostavno je prišla v hišo ena prijetna oseba. Krasno. Ja. No in takole pravijo, da je geslo Nigerijcev enotnost in mir, potem tudi vera pa napredek. Se to čuti, ko prideš v to deželo, ker kar kmalu bova že šla na pot, imava veliko posnetkov in morda jih tudi že kar začnemo takole prikazovati našim gledalcem, da se bo vse odprlo. No? Kar za začetek, kje pa je Nigerija? Ja, Nigerija je, lahko rečem, v sredi Afrike ali pa na robu Gvinejskega zaliva. Država je velika, 20% Evrope obsega, ali pa če skupaj združimo Francijo pa Nemčijo, dobimo nekje območje Nigerije. In takole recimo, sedaj imamo še bolj na večji predstavi to deželo. Ja, tamle vidimo na sred, piše Abuja, to je zdaj popolnoma novo glavno mesto. V preteklosti je bilo glavno mesto v Lagosu na jugu, ob obali, ker so tam Evropejci prevladali, so na koncu Angleži začeli ustanavljati svojo kolonijo in so v Lagosu imeli sedež. Nigerija je sicer izredno raznolika in zato se je vodstvo države odločilo, da postavi popolnoma novo prestolnico v centru države. Najeli so japonskega arhitekta, ki jim je narisal načrt po vzoru enega manjšega angleškega mesta in so podobno kot v Braziliji, se pravi v sredi države, postavili popolnoma novo prestolnico. In tole je sedaj prestolnica? To je posnetek iz glavnega mesta. Aha, tako. Kako pridemo tja? Ker je treba po zraku, seveda. Ja, v Nigerijo lahko pridemo z ladjo ali pa po zraku. Zdaj, za prihod iz Evrope v Nigerijo je treba najprej pridobiti vizo. To je konkretno v Budimpešti na veleposlaništvu, pa potrdilo o cepljenju proti rumeni mrzlici, hepatitisu, potem potrdilo, da se jemlje zdravila za malarijo. Brez tega vstopa v državo ni. Kdor bi ilegalno hotel priti v Nigerijo, gre v zapor. Zakaj? V sosednjih državah ni vojn, ni preganjanja političnih nasprotnikov in v Nigerijo ne moreš priti, da bi prosil za vizo. Enostavno si prišel ilegalno, protizakonito. Zanimivo. Ja.
S tem pa nekako ohranjajo, a ne, tudi eno tisto, bi rekla, svojo stabilnost. Ja, na vsak način, ker Nigerija je v bistvu izredno raznolika. Ima pa nekaj stvari, ki jo povezujejo v enotno državo. Mogoče to je demokratično urejena država, se pravi parlamentarna demokracija, federacija 39 zveznih dežel, s parlamentom, s predsednikom. Glede na raznolikost, ki je v njihovih nacionalnostih, ljudstvih, ki jih je preko 300, jezikov, ki jih je tudi veliko preko 200, pa verstev, so pač nekaj elementov poiskali, ki jih združujejo kot država. Se pravi, enotna federalna oblast, parlament, pa glavno mesto, ki so ga naredili v centru države, zato da enako seže do vseh krajev. Zanimivo, ja. Ja, pa jezik. Oni so ohranili iz časa angleškega kolonializma angleščino kot ključni jezik, ki je bil že prej uveljavljen v vsej državni upravi. In danes praktično je ves šolski sistem in od osnovne šole naprej in vsa državna uprava se odvija v angleškem jeziku, tako da se tudi vsi ljudje z različnih koncev države, če se srečajo, se lahko zelo enostavno med sabo pogovarjajo in sporazumevajo. In ravno, ko sva govorila o tej širini vsega, odprtosti, a ne, pa v zgodovini, kdaj pa je postala neodvisna od tega Združenega kraljestva, a ne, v preteklosti, ker je morala iti in želela iti svojo pot? Ja, Nigerija je bila približno 100 let je bila angleška kolonija, od leta 1862. Potem so se začele prve težnje za osamosvojitev že v letu 1920. To so bili domačini, ki so bili našolani v Evropi in so prinesli demokratične ideje. Potem so Angleži postopno sproščali to svojo kolonialno oblast. Prepuščali so tudi nekaj besede lokalnim voditeljem, da so na ta način lažje povezovali celo državo. Končno je pa leta 1960 razglašena neodvisnost, leta 1963 pa razglašena republika in parlamentarna demokracija uvedena. No in kdo vodi sedaj recimo Nigerijo, kakšen sistem imajo? Ja, Nigerijo kot državo vodi predsednik, ki ga volijo vsi polnoletni državljani. Ta vodi državo, federacijo in vojsko. Sicer pa državo upravlja kot zakonodajna oblast parlament, dvodomni, ki ima senat kot predstavnika vseh 39 zveznih dežel in posebnega predstavnika glavnega mesta Abudže, potem pa poslanski dom kot spodnji dom, bi rekel, po mogoče angleški tradiciji, ki so jo malo prevzeli. In predsednik je tudi potem, a ne, vrhovni poveljnik? Predsednik predstavlja državo in je vrhovni poveljnik vojske, a ne. Parlament je pa zakonodajna oblast, potem so pa ministrstva za vsa ključna področja. Zanimivo, kako se tudi iz neke tiste, bi rekli, zaprte možnosti potem razvija, ne? Tudi ta demokracija, želja po samostojnosti, da se tudi to kolonialno obdobje nekako odmakne. Pa ker sva ravno pri tem obdobju, me zanima še glede tudi suženjstva in vsega tega, ker poznamo to že zelo, zelo nazaj, kako je do tega prihajalo pravzaprav iz teh afriških dežel potem naprej. Ja, imeli smo priložnost iti v
se pravi zgodovinski muzej suženjstva v enem mestu, pa v muzeju osamosvojitve, ki ga s ponosom pokažejo vsakemu in domačinom in otrokom, ker jim ta osamosvojitev ogromno pomeni. To mogoče sem kar žalosten, ker se Slovenije spomnim. Verjamem. Ja. No, kar se pa tiče suženjstva, sem pa in tam v muzeju, pa še slučajno v eni dokumentarni oddaji na televiziji slišal kar zelo zanimivo zgodovino tega. Nam približaš? Te trgovine, če ji tako rečem. Prav na območju Nigerije je bilo že, lahko rečem, kar več tisoč let nazaj, ali pa vsaj 2000 let nazaj, nekaj plemenskih poglavarjev, ki so imeli dejavnost lovljenja, zbiranja sužnjev in preprodajo. In do prihoda Evropejcev so bili glavni kupci tega sužnjev Arabci iz severa, ki so preko Sahare potem vozili te zasužnjene ljudi v Egipt, v Mezopotamijo, današnji Bližnji vzhod, celo do Carigrada v Osmansko cesarstvo. Potem so se pa nekje v 15. stoletju na jugu Nigerije pojavili na ladjah Portugalci, Nizozemci, Angleži, ki jih je pa tudi zanimalo seveda trgovanje, zaslužki, in so videli ključna dva artikla, s katerimi so trgovali, to je palmovo olje pa sužnji. Tako da so se te lokalni vodje, afriški, zelo hitro odzvali in so samo preusmerili trgovino na nove kupce. Sklenili so celo trgovinske sporazume za blago in za ljudi. In vemo, da so potem pač belci iz teh evropskih držav sužnje vozili, kupovali in jih naprej prodajali v Evropo, v Anglijo, na Nizozemsko, v Srednjo Ameriko, današnje ZDA, pa še v Južno Ameriko. Dokaj žalostna Karibi so zgodba. v bistvu, Karibi so danes, če gledamo, poseljeni z potomci afriških sužnjev. Glasba Srednje Amerike, glasba blues na jugu Južne Amerike ima vse globoke korenine v glasbi Centralne Afrike. Ko sem bil v Nigeriji, smo poslušali njihovo glasbo. Na prvi bi imel občutek, da smo prišli na Karibe. Potem pa ugotoviš, da je zgodba ravno obratna, da je glasba prišla na Karibe iz Afrike. In tudi ta žalost, pravzaprav, da domači ljudje so posredovali svoje ljudi naprej v prodajo, ima kar en prizvok žalosti, pa mogoče tudi tega pohlepa, po zaslužkih, ker človek je pa le dragocen. Ta pohlep je, jaz mislim, da je povsod na svetu ga najdemo. Mislim, da kar ni države, kjer domačin ne bi izkoriščal domačina. Verjamem, da je tako. Jaz moram reči, da ogromno ljudi je dobrih, ogromno ljudi skrbi za ljudi iz svoje okolice in daljne ljudi, ampak med njimi so pa vedno tudi taki, ki najdejo zaslužke v izkoriščanju. Vsa nasprotja so, tule se vozimo. Mogoče malce komentiraš, kje smo in kako poteka vse to. Tle konkretno smo v mestu Kalabar. To je mesto na jugu, na jugozahodu, blizu meje s Kamerunom. To mesto mi je najbolj pri srcu stalo, bi rekel, od vseh, ker je mogoče nam najbližje, je polno zelenja. So pa vsa mesta, ne vem, cela država je v gradnji, bi rekel.
kamorkoli smo šli, no, mi smo imeli priložnost, da smo bili na prve tam leta 2012, potem pa čez 5 let, pa še čez 2 leti kasneje. Jaz moram reči, da v teh 5 letih, ko smo se peljali iz enega večjega mesta 500 km daleč skozi vasi po magistralni cesti, v 5 letih so bile vidne spremembe, napredek. Pa ravno tako v mestih. Sprememba od doplačil naprej, od voznega parka, urejenost cest. Na vsakem koraku so se gradile nove hiše. Stare hiše v vaseh, ki smo jih prvič videl iz gline in slamnato streho, izginjajo, jih nadomeščajo grajene hiše. Na prej zgrajenih hišah z zarjavelo pločevino, ta izginja, so barvite aluminijaste kritine. Ne vem, tako da pač država ima tudi kar relativno visoke stopnje gospodarske rasti in nekje sem zasledila, da je Nigerija nekako najbolj naseljena afriška dežela. Se to opazi? Ja, to se opazi, ja. To se opazi. Mogoče, da samo to rečem za začetek, ko smo se srečali z eno gospodično iz Nigerije, ki živi v Ljubljani, pa je vprašala mojo ženo, kako se vam je zdelo, ko ste prišli v Nigerijo, kaj ste opazili. Je moja žena rekla, koliko je povsod ogromno ljudi. Je rekla, kako zanimivo, ko sem pa jaz prišla v Ljubljano, sem pa na cesto stopila in rekla, kje pa so vsi ljudje. Ja, koliko pa je prebivalcev takole približno? Ja, prebivalcev Nigerije je nekje 210 milijonov. Mogoče samo za ilustracijo, leta 1991 jih je bilo 90 milijonov, leta 2006 140. Od 2006 do 2001 v 15 letih se je število prebivalstva povečalo za 50%. In dejansko, ko smo tam srečevali generacije, ki so danes tam stare nekje 25 do 40 let, imajo družine še vedno z veliko otroki, šele te, ki se pa zdaj poročajo, pa začenjajo se omejevati na 2 otroka, 3 je že tudi pri njih zdaj veliko. Kaj pa prej, koliko je bila povprečno družina velika? 8, 10 otrok? Tudi po 8 pa po 10 otrok, ja. No, zanimivo. Ja. Pa to ne zaradi izključno delovne sile. Prebivalstvo narašča z 2 razlogov. Eno je ta velika rodnost, ki se postopno zdaj zmanjšuje, ker z gospodarsko rastjo pač po celem svetu ljudje začenjajo opažati, da manj otrok pomeni več materialnega ugodja. Tudi v Nigeriji. Po svoje je tako. Po drugi strani je pa država gospodarsko napredovala, zdravstveni sistem se je zelo izboljšal in povečuje se povprečna starost prebivalstva. Tako da se pravi prebivalstvo narašča zato, ker zdaj starejši ljudje kasneje umirajo in zato, ker se je ogromen otrok rojeval. In recimo, za ilustracijo, kako velika pa je družina primarna tvoje snahe in odkot izvira ta družina? Njena družina, se pravi družina naše Sharon, izvira iz severnega dela Nigerije, iz 2 vasi, ki sta vsaka na eni strani nekje 51 km, sicer narazen. Se pravi, iz ene vasi je mama, iz druge oče. Potem so pa glede na zaposlitve v državni upravi
se selili po Nigeriji tako, kot so pač starši dobivali službo in delo. Tako da so bili v glavnem mestu, v Abuji, bili so v Lagosu, v Kalabarju. Tako da so kar spoznavali in prepotovali dober del države. In to je bila verjetno tudi njena popotnica, da je potem tako odprto stopila v širjavo sveta. Moram reči, da ta možnost, da sta oba starša imela zaposlitev v tem državnem sektorju, je tudi omogočila, da je sploh lahko šla študirati v tujino. Ker iz družine so praktično vsi študirajo. Ona je imela možnost študija v Evropi, v Varšavi, na eni podružnici Ameriške univerze. Dva od otrok sta študirala v Gani, ostali pa v Nigeriji. Nekje tudi piše, da je recimo okrog 61% Nigerijcev pismenih, ostalo ne. Kako, zakaj tako? Ja, v Nigeriji so v bistvu kar rekel, velike razlike. Jaz sicer tako, ko gledam vse, kar smo hodili po mestih, po vaseh, večina teh ljudi, ki smo jih imeli priložnost srečati, živijo eno dosti solidno, povprečno življenje. Mogoče bi rekel tako kot v Sloveniji nekaj nazaj. Ampak v obdobju, ki se ga jaz spomnim. Potem je pač en manjši del bogatejši, zelo majhen del zelo bogat. En del prebivalstva je pa zelo reven in tisti, ki so zelo revni, imajo tudi manjše možnosti tudi za izobraževanje. No in šolstvo, kako je organizirano, to verjetno si tudi lahko spoznal. Šolstvo je, kaj da rečem, povsod, kjer smo se vozili, so šole. Povsod vidiš, že po obliki stavbe veš, da je šola, ker so po celi državi v enaki arhitekturi narejene. Osnovne šole govorimo. Mogoče zakaj je relativno dosti neizobraženih? Zato, ker je v preteklosti država osnovno šolstvo v celoti financirala, potem so ga pa v enem trenutku to financiranje delno omejili in to lahko, da je vzrok tega. Drugo je pa tudi mogoče te razlike med severom in jugom. Tudi tam so te razlike, samo da so raven drugače obrnjene kot v Evropi ali pa v evropskih državah. Jug je bolj razvit. Jug je bolj razvit, sever manj. Na jugu prevladujejo ljudje krščanskih verstev. Sever je zelo muslimanski. Jaz mislim, po tem, kar sem videl, da to lahko kar dosti vpliva. Na jugu so že veliko manjše družine, na severu so še velike. In to za sabo pač potegne manj denarja za posameznega otroka. In tudi verjetno je sama pokrajina tako drugače zasnovana, južni del in severni. Severni je kakšen? Ja, pokrajina je zelo različna, ker je pač od južnih obal do severne meje z Nigrom je skoraj 1000 kilometrov. Južno območje ob morju leži skoraj ob ekvatorju, malo nad ekvatorjem, tam je ekvatorialna, se pravi tropska klima, so tudi še pragozdovi. Tam je praktično dež pogost, niti ni izrazite deževne dobe, pa suhe dobe. Proti severu pa se padavine zmanjšujejo in te gozdovi, pragozdovi prehajajo v redkejši gozd in v savane.
do severa, kjer so izrazite že bolj travnate savane s posamičnimi drevesi. Tako da, kar se pokrajine tiče, je zelo raznolika. Sever pozna tudi deževno dobo, eno deževno dobo, par mesecev, ostala je suha. Zanimivo je, da so tudi v Afriki in Nigeriji listopadna drevesa. Zakaj? Pri nas odvržejo listje zato, ker se bliža mraz, da ne pozebajo, v Afriki pa odvržejo listje zato, da preživijo sušo. To se pravi, da potem dvakrat na leto se to zgodi? Ali kako? Enkrat na leto. Enkrat. En del v sredini države ima še en krajši obdobje, ko so tudi lahko padavine, ampak tisto ne vpliva toliko na vegetacijo. Ja, Kaj mi je bilo zanimivo pri tem, ko smo bili tam, se je nekako začenala deževna doba. Ne? Ko smo se peljali proti severu, je bilo vse rjavo, posušeno, prazna pokrajina, razen koz in čred krav, ki se pasajo. Ko smo se vračali, čez dobrih 10 dni, je bilo vmes kar nekaj neviht in ko smo se vračali, so bila polja polna ljudi. Ker je Nigerija je v bistvu v tem času, ko je deževje, se pravi, obdelana in veliko pokrajine je, relativno malo pokrajine še ohranjene kot gozdovi ali savane. Večina pokrajine je obdelana, kjer se le da so polja, drugje so pašniki. Tudi ena zanimivost iz tega dela je, da tam so vasi in področja, kjer se ljudje pretežno ukvarjajo s poljedelstvom. Poleg njih pa živijo ljudje, ki so živinorejci in v bistvu gonijo črede živine po pokrajini. In ker se število prebivalstva povečuje, prihaja tudi do problemov, da zahajajo, seveda, govedo zahaja na njive in prihajali je tudi celo do oboroženih sporov, ki so jih potem pač državne oblasti pomagale reševati. Ja, domača zemlja je pravzaprav vsem draga. Povej, katere pridelke na njivah takole srečamo v Nigeriji lahko? Kaj pridelujejo? Kako bi... Mogoče v srednjem delu, kjer je planota, tam je skoraj 1500–1800 metrov visoka planota, zelo rodovitna. Tam smo na tržnicah ob cest prodajajo krompir, čebulo, korenje, poleg vse ostale zelenjave. Nekaj vidimo, kaj je to? Ni krompir. To pa ni krompir, to je pa, mogoče bo prišla pol. In tam te Nigerijci, ki se pač vozijo iz mesta v mesto, kupujejo zaloge, krompirja in zelenjave za domov. Na tržnici se vidi vsa taka zelenjava, kot pri nas. Ja. Posebej pa je še dodatno, mogoče okra, kot potem določene rastline, ki jih uporabljajo tako kot okro za omake. Pa poleg krompirja, ki raste na tej visoki planoti, jam, ta je pa bolj v nižinah, ker rabi več toplote. Jam je pa tudi škroben plod, kar krepek, v bistvu tudi več kot pol metra dolg in ki ga pa uporabljajo za tako kot pri nas krompir. No, in ko si omenil vse te pridelke, smo ravno lahko sedaj preleteli posnetke s tržnice, kjer je ogromno sadja, zelenjave in zaupal si mi, da imaš tudi sam zelo rad tržnico, da jo vedno obiščeš, kjerkoli si. Povej, zakaj? Ja, to je res, ja. Tržnico obiščem
če se le da, kjerkoli. Tudi v Istri na morju. Zato, ker na tržnici je življenje, tam je res, srečuješ ljudi, imaš priložnost z njimi spregovoriti, izmenjati tudi kakšne misli. Predvsem vidiš tam domačine. In to bolj kot seveda v nekem supermarketu, najbrž. Ja, kot v supermarketu ali pa samo mimoidoče na cesti. Tam imaš res, tam imaš priložnost, da rečeš kakšno besedo z njimi. In tam vidiš raznolikost življenja. Res je to in na tak način tudi spoznaš še bolj, bomo rekli takole, v notranjost, način življenja, kaj je ljudem pomembno, marsikaj, ne? In vem, da imaš pa ti tudi zelo rad ljudi, da jih opazuješ, da se z njimi pogovarjaš, komuniciraš in na teh posnetkih imamo veliko fotografij teh obrazov, teh otrok. Malce nam jih takole še približaj in kaj ti pomeni takšen fant, ki te takole lepo pozdravi in sreča? Ja. Jaz moram reči, generalno rečeno, v Nigeriji je pač zelo, tako kot povsod, so zelo raznoliki ljudje. Ampak jaz moram reči, da na 3 poteh, ki smo bili tam, vsakič po več tednov, praktično nismo srečali, ni se zgodil dogodek, ki bi bil slab. Mi smo srečali same prijazne ljudi. Jaz ne vem, smo imeli izjemno srečo. Ljudje so vprašali, zakaj smo prišli. Mogoče treba reči, tam ni turizma, tam ljudje iz tujine pridejo samo iz poslovnih razlogov. Mogoče sem in tja kdo kot turist. Sicer pridejo iz poslovnih razlogov, pridejo v mesta, na deželo ne hodijo. Mi smo na deželi srečali veliko ljudi, ali pa sigurno pa veliko otrok, ki so prvič belce videli. Tam na eni sliki sta 2 ženske, ki neseta vodo, pa ena čisto majhna punčka. Tista punčka, ko je za vogala stopila, ki nas je zagledala, je padla, zlila vodo in planila v jok. A prestrašila se je? Prestrašila se je belih ljudi. Tudi nemalokrat, ko smo šli po cesti, ne vem, iz ene mehanične delavnice se oglas en mlad fant, ne. O, white man, kaj ne naredim? Ozrl sem se nazaj, rekel sem, o, black man, in takoj smeh in iz kje ste, zakaj ste prišli. Vsi, zakaj ste prišli, sprašujejo. Potem smo povedali, da smo prišli na obisk k sorodnikom od naše snahe, oziroma, ko smo prvič prišli, smo rekli, da smo prišli na poroko, ne? Ker to je bil cilj prve poti. To bomo tudi videli še, kako je bilo. In vsi ljudje so bili veseli, vsem se je zdelo, fajn se jim zdelo, da smo prišli k njim. Mi smo vas prišli pogledati, ne? To je nekaj posebnega za njih. Nismo prišli delati sem, nismo prišli nekaj kupiti, mi smo prišli samo zato, da vas vidimo, da vas srečamo. Spoznate. Vsi so se želeli pogovarjati. Moram reči, da tukaj je pa moja snaha s svojim dedkom. V njegovi glineni hiši, slamnato streho, kjer moram reči, da sem se veliko boljš počutil kot v novo zgrajeni podpločevinasto streho, zato ker je ta hiša iz gline, lepo vzdržuje temperaturo, po obodu je odprtina, da zrak kroži, slama seže toliko daleč čez stene, da niso nikoli obžarjene soncem in je v njej res bolj prijetno bivanje, kot v novogradnji. Ampak novogradnja vleče cel svet. Tole je pa konkretno štedilnik na 2 rinka, bi mi rekli. Se pravi, 3 kamni so kurišče, zraven je sicer kuhna in ko sem vprašal, zakaj pa tukaj kuhate, je ta
sorodnica od snahe rekla, mi vedno, ko je suha doba, vedno kuhamo zunaj. Ko je pa dež, gremo pa noter. Sprav, ljudje so bolj še povezani z naravo. Ja, in to jim tudi vnaša to odprtost, to prijaznost, niso omejeni. Ponovno obrazi. Ja, to, kar je pa zdaj na sliki, je pa tradicionalna poroka, se pravi. To je vaša poroka bila? V vasi, ja. Ja. Kako to poteka? Opiši, prosim. Ja, no, mogoče na prve, mi smo, sin in njegova žena, snaha, sta se na prve poročila v Sloveniji uradno, se pravi civilno, cerkveno. Potem sta mogla pa v Nigerijo na tradicionalno poroko, kjer pa tudi je prisoten duhovnik, vaški starešina ali pa župan, kar bi temu mi rekli, sorodniki, sosedje. Ampak preden je dovoljeno, da se poročita, mora ženin nevesto odkupiti. S čim pa? Ja, prinesti mora odkupnino, se pravi konkretno 4 kovčke, v katerih mora biti v enem blago, v drugem obleke, v tretjem čevlji, v četrtem nakit, lahko je tudi bižuterija. No. Ampak polni kovčki? Polni kovčki, ja. Zanimivo. Potem darila za bližnje sorodnike. Ena živa koza, ki je potem na ohcati po naše žrtev. Pojedena. Ja. Potem tudi nekaj denarja, o čemer se konkretno tam pogaja. O drugih stvareh ni pogajanja, o znesku pa ni toliko, da obubožaš. In to so vse stvari, ki jih mora ženin zato prinesti s sabo kot odkupnino, da dokaže, da je zadosti premožen, da je sposoben hčero, ki jo oče daje v zakon, vzdrževati. Kako ste pa toliko kovčkov lahko pripeljali tja? Ja, vozili smo. Ženin je prišel z drugega sicer področja. Sicer so po velikosti 4, glede na to, kaj je noter, ampak smo sabo že iz Evrope peljali 4 dodatne kovčke. Zanimivo. Ja. Potem mora biti pa obvezna oreščki, ki se jim reče kokonut, ki pa so po njihovem prepričanju afrodizijak in mora biti obvezno prisotni ob poroki, ker spodbujajo plodnost. In mi smo bili potem še povabljeni čez nekaj let na eno drugo poroko, kjer so ženinovi sorodniki prišli skoraj 200 km daleč, sabo pripeljali vse, kar je treba za odkup neveste, razen oreščkov kokonut. In pogajanja, ki so potekala, so se v tistem trenutku prekinila in je bil dogovor, ker pogajanje vodi pa ena tretja oseba iz vodstva vasi ali pa in dogovor je bil, da se naslednji dan ponovno srečajo in naslednji dan so imeli tudi te oreščke in so sklenili dogovor in potem je poroka bila. No, prav zanimivo in tole je posebna obogatitev za vse nas, ki ne poznamo in verjetno je tudi vam to prineslo eno vznemirjenje in istočasno globoko doživetje pravzaprav. Ja, doživetje je siguren, posebno. In koliko časa traja takšna tradicionalna poroka pri njih? Več dni ali se to hitro zaključi? To je v delu dneva. Ja. To je, zdaj, ko smo mi prišli v to vas, je bilo to kar vse v enem dnevu. Mi smo imeli na prve ta pogajanja z odkup neveste, da tako rečemo. Potem je bila pa slovesnost, z govori, z molitvijo, s pesmijo, plesom, manjšo pogostitvijo.
Pri drugi poroki, ki je bila v večjem mestu, je bila pa ta pogajanja so bila že en dan prej, potem je bila pa naslednji dan pa isto poroka po cerkvenem obredu, po civilnem obredu, pa poročna slovesnost. No in ta vaša pogajanja so bila vsekakor uspešna in takole že vidimo potem eno področje narave, ki te je tudi lahko obogatilo. Malce nam razloži. Ja, to je pa en del, relativno majhen del, ki je še ohranjen kot neokrnjena narava in kot naravni park, v katerem smo imeli priložnost videti pač tudi nekaj divjih živali v njihovem naravnem okolju. Obljubljeno je bilo, da bomo videli slone, ampak sloni so nepredvidljivi. Njihova čreda pač je en dan tukaj, drugi dan drugje in raven tisti dan jih ni bilo tam. Smo pa videli pač samo naravo. Meni je bilo fajn, ker sem videl to, res to savano, kako izgleda. Žirafo, ki je že bila tam, pa nismo videli, da je, ker je zlita, popolnoma zlita z... Tole je žirafa na sliki. Ko jo malo odle gledaš, jo ne vidiš. Šele odbliz vidiš, da je tako ima te varovalne barve. No, seveda, vse živali težijo k temu, a ne? Tudi pri nas je tako. Tole je pa ta narodni park, v bistvu recepcija, nekaj prenočišč. In tukaj zraven je tudi en izvir tople vode, velik izvir, kar cel potok teče izpod skale. Tukaj le raven vidimo na sliki 32 stopinj. Tako da, tukaj smo pa srečali tudi Nigerijce, ki pridejo kot turisti, skupine študentov, ki pridejo na ekskurzijo v naravni park. Tudi kopali smo se tukaj in v bistvu je pa toplo. Ko prideš iz te vode, ki ima 32 stopinj, stopaš še kar na vročino. No in vaše, oziroma tudi tvoje potovanje večkratno po Nigeriji je bilo obdano... Veliko ljudi je na slikah, ki so želeli, da se slika. Jaz se upravičujem. To sem hotela reči, je bilo obdano z mnogimi obrazi, povej. Vsi ljudje, ki so na slikah, so celo sami želeli, da jih slikamo, da jih sabo nesemo na nek način. Potem vse ostale sem pa vprašal, smem fotografirati in vsi so rekli, da lahko. Samo ena ženska je rekla, da ne, ker ji bom dušo odnesel. Pa en starejši po oblačilih musliman na eni tržnici je rekel, ne, to pa ne. To smo pa sedaj že... Tole je pa velikonočna procesija. Zanimivo. Smo bili ravno za veliko noč v enem mestu. In takole odprto potem se združijo ljudje, plešejo, slavijo. Vsako nedeljo, ko so maše, dopoldne je to traja 2-3 ure, po ulicah se sliši samo prepevanje iz cerkva. Cerkva je ogromen, mogoče smo ravno prišli do tega trenutka, ko sem združil par slik. Najrazličnejše cerkve. Se vidi po napisih na tablah. In imaš občutek, da so tukajšnji prebivalci dejansko verni? Nigerija je celo menda najbolj verna država, oziroma prebivalstvo Nigerije najbolj verno na svetu. Zanimivo, ja. No, to pa tudi daje najbrž nek značaj ljudem, potem odprt, prijazen. Pri njih je približno, mislim, da 45% ljudi je teh katoliških ver, največ protestantov, to je pač od Angležev, nekaj tudi rimokatolikov, pravoslavcev, ne vem, če je kaj. Potem je pa polovica muslimanov, ki so bolj na severu. Potem je pa še, tako kot pravijo podatki, preko 300 nekih drugih manjših verstev, nekih njihovih tradicionalnih verovanj in to je vse pač pomešano.
No, takole v življenju rečemo, da karkoli se učimo zase, ne? Ja. In vem, da si ti... Tole je slika, no, Ja, se kar upravičujem, izvoli. ko so ravno pri tem učenju. Tam smo že videli par slik osnovnih šol, tole je en college srednješolski, teh je tudi v vsakem mestu. Veliko imajo univerz, tole je vhod v univerzitetno središče Kalabar in tista slika prej, kjer je lanterna. Lanterna pomeni svetlobo, luč, znanje je pa luč, ki ti razsvetljuje pot v svet in na življenje. In na krožišču pred vhodom na univerzo je postavljena lanterna kot simbol svetlobe, ki jo daje znanje. Jaz moram reči, da sem kar nekaj teh stvari srečal simbolnih. Ti ljudje dajo veliko na to simboliko, na to, kar se jim realno dogaja in da to izrazijo z enimi simboli. Poleg domačih univerz je zelo popularen študij v Gani, recimo. Vabijo. Raven videli vabilo. No in tako tudi sam vem, da se rad učiš in nekako si to Nigerijo tudi doživel v vseh teh kontrastih, ki so tam, ki so te pritegnili. Na kratko nam jih opiši. Ja. Kaj je tisto, kar si zelo opazil? Ja, kontrasti so kar večplastni. Eni so zanimivi, kakšni so pa tudi žalostni. Čisto iz ljudi, mogoče iz narave, da izhajam. Kontrasti so že v sami naravi, od pragozda na jugu do suhih savan z deževno dobo na severu. Kontrasti so v teh verovanjih, ki pa so spet dajo ljudem eno enotnost, da so verni. Ti ljudje niso praznih duš. To moram reči, da sem v stikih se vidi. Tudi ko poveš, njih tudi zanima naše verovanje. Mi nismo samo eni obiskovalci iz Evrope, ampak tudi nosimo duše s sabo. Kontrasti so, ne vem, Tudi razvoj najbrž, ne? Te dežele. Ta kontrast je zelo izrazit, ne? Ko vidimo tukaj velemesto z, ne vem, 8-pasovnimi avenijami, polnimi modernih avtomobilov, limuzina, tudi tam poznana. Na drugi strani pa, kolikor greš ven iz večjih mest, veliko je še ruralnega prebivalstva, ki se preživlja s kmetijstvom. Preživljajo tudi celo državo, ker so v veliki meri samooskrbni, kar se tiče prehrane. Tam so pač vasi bogatejše, vasi revnejše, kakor greš dlje. Tudi samo podnebje vnaša te razlike najbrž, ne, med severnim in južnim delom te dežele, po samem rastju. Vsega je veliko. Nigerija je zelo razvita, športno, nogometna država. Pa atleti baje so tudi. Evo, takole smo prišli. Jaz sem želel, da mi nekaj pokaže v njihovem mestu, a ne. V mislih sem imel trženco, ampak njim tržencem če pomeni, ker jo vsak dan vidijo. Oni so mi želeli pokazati tole, vesoljsko ladjo sred pokrajine, ki je v bistvu ogromen štadion z ogromnim parkiriščem, ki je takrat, ko je tekma, popolnoma nabito poln. Jaz radi tudi pokaže na tak način, no, in potem se že spremeni pokrajina. In takole, Viktor, pravijo, da stvar ljubimo toliko, kolikor jo razumemo, in imaš ti občutek, da si že dovolj dobro spoznal Nigerijo, oziroma se bo še rad vračal tja, kadar bo priložnost? Ja,
če bo kdaj priložnost, bi se sigurno rad še vrnil. Pa najbrž kar na iste kraje, kjer sem že bil. Tudi zato, ker mi bo tudi veselje videti, kako so napredovali. Spoznal, nisem jo v celoti spoznal. Dežela je velika, ljudstva so različna. Vse te še čaka. Dobiš pa nek občutek. Verjamem. Ja, težko bi rekel, da. Tudi vode, vidimo tule slapovi so. Ja, to je ena naravna znamenitost, ki pa je bila v deževni dobi, vidimo, da je tudi vse megleno, ker je tlele samo slučajno smo ujeli presledek med dvema velikima plohama. Niti ni bil dostop možen, ker je vse razmočen in blatno in smo samo oddaleč pač videli te slapove. In kaj bi ti našim gledalcem takole dal kot nek nasvet, če bi se odločili raziskovati Nigerijo? Kako je najlažje priti tja in kaj vse potrebujejo? Rekel si že, da moraš imeti vizo. Ja, na vsak način državljan Evropske unije potrebuje vizo, ki jo dobi na najbližjem nigerijskem veleposlaništvu. Potrebuje potrdilo o cepljenju. Potem je pa najlažji dostop mogoče še najboljš v glavno mesto. Pa potem iz tam lahko še s kakšnim notranjim letalskim prevozom še v kakšno drugo mesto. Izhodišča so v Evropi, ne vem, Pariz, London, Frankfurt, Istanbul. Istanbul ima kar nekaj dobrih povezav. Tole na sliki so bile pa sušene ribe. Je tega veliko tam? In kaj to pomeni? Tega je veliko. Tam je vroče in ribe, ko so ulovljene, bi se zelo hitro pokvarile. Zato jih je treba posušiti in dimiti. Tako kot mi svinjino posušimo in jo damo v rav kamro, kot rečemo po domače. In te dimljene sušene ribe čakajo, so lahko na tržnici, dolg časa prodajajo. Iz njih se pa naredijo omake. Oni delajo ali ribje juhe ali pa omake z vsemi temi zelišči in različnimi in potem riba je tudi velikrat sestavina. Katera hrana njihova je pa tebi najljubša bila? Kaj si najrajši jedel? Sem pa kar malo. Ribe, zelenjavo. Verjetno je ta pestrost kar na izbiro za prehranjevanje. Ja, veliko različne hrane je. V bistvu je, osnova je bila zelo velika riž, no, mogoče samo, da se vrnem na tole sliko. Tole je pogajanje za odkup. To so te 4 kovčki in zraven še ostala darila. Pa mogoče kakšna slika naprej. Tole so pogajalci na ženinovi plati. Ja, in midva bi se tudi morala nekako pogajati danes s časom, pravzaprav, ker moramo končati najino predstavitev te čudovite dežele. Samo, kaj bi še želel reči? Ja, mogoče glede hrane. Osnova je na vsak način riž, testenine, potem jam, ki je tako kot pri nas krompir. K temu zraven pa zelenjava, omake, pekoče juhe z piščanci, z kozjim mesom, z ribami. Tako da je hrana raznolika. Takole, Viktor. Okra je še en pridelek iz vrta, ki je tudi zelo cenjena pri njih.
In rečejo, da tudi prijetne stvari se zaključijo lahko s hrano, tako bova tudi midva najin pogovor takole zaključila s to bogato predstavitvijo Nigerije. Seveda, Viktor, iskrena hvala za tvoj trud, za tvoje prizadevanje vsega, kar si nam razložil, da so naši gledalci lahko doživeli to deželo. Želim ti, da te še naprej vodijo poti povsod, kjer boš obogatil svoje srce in dušo in da se še morda kdaj srečamo tu in vse povsod naj ti bo lepo. Ja. Tudi jaz upam še na kakšno pot, da bom srečal še kaj prijetnih ljudi, pa na vsak način še mogoče kakšno prijetno druženje tudi s tabo, Magda. Dragi naši prijatelji, takole ste spoznali deželo Nigerijo in vemo, da tudi rodovitno zemljo je potrebno obdelovati in tako je potrebno obdelovati tudi svojo dušo, da se nam obogati in nam daje še več zadovoljstva v tem enkratnem življenju. Hvala vam za vašo pozornost. Odprite se vsemu dobremu in lepemu in naj vas vodi resnica tistega zdravega, poštenega, predvsem pa srčnega utripa življenja. Pa nasvidenje, seveda.